Vas Kolonija. Od leta 1946 do 1950 je bilo zaposlenih v kamnolomu Cezlak okrog 550 delavcev. Takrat se je pojavila potreba po prebivanju teh zaposlenih. In vodstvo Cezlaka se je odločilo, da pol kilometra pred Cezlakom uredi vas Kolonija. Vendar bil je domačin Gašper, ki je nasprotoval gradnji vasi na tem področju, bil je domačin in razmere so mu bile dobro znane. Vendar nihče ga ni upošteval, celo na zagovor so ga poklicali in tako se je začela gradnja te vasi. Iz Nemčije je prispelo 5 lesenih hiš, zgradili so eno iz opeke, zgradili so tudi stanovanjski blok. Čeprav je za stanovanjski blok rekel takratni kebelški župnik, da ni bil nikoli dokončan, namreč manjkala je fasada. Vendar prišlo je obdobje, ko je na tem področju zelo močno deževalo in takrat se je na levi strani vasi na pobočju začel pojavljati plaz, ki je bil dolg približno 500 metrov in širok do 1 metra. V globini tega jarka se je slišalo šumenje vode, voda je trla tudi izpod temeljev stanovanjskega bloka. Zaskrbljenost prebivalcev in pa vodstva Cezlak je bilo zelo veliko. Vodstvo Cezlaka je poklicalo uradne inštitucije iz Ljubljane, da so proučili te razmere in padla je odločitev ljudi takoj izseliti. Prebivalci so si zatočišče poiskali pri prijateljih, znancih, sosedih, 2 družini sta se celo preselili v sindikalno dvorano v Cezlaku. Kasneje so dobili dolgoročne kredite in si v Oplotnici zgradili nove hiše, danes je tam Granitna ulica. Družine so bile zelo številčne, zato so okoliški kmetje rekli, to je kurja vas po domače. So rekli petelin, kura in piščanci. Nekaj žensk je bilo zaposlenih v Cezlaku, ostale pa so opravljala različna dela pri okoliških kmetih in tako prispevale tudi nekaj v proračun. Znamenitost tega bloka je v tem, da je v kleti bila zgrajena krušna peč in po vrstnem redu je vsak dan ena gospodinja pekla kruh v tej peči. Kasneje so to vas podrli in danes je spet tam Huclov travnik. Kulturno-umetniško društvo Kebelj je organiziralo srečanje rojakov in na prvem tem srečanju rojakov so na tem mestu ob cesti postavili spominsko ploščo s posvetilom in na tej plošči je vklesana tudi podoba vasi. V krajevni skupnosti Kebelj imamo 2 razvalini. Ena je graščina pod Kebljem, Zbegova graščina in pa nad Kebljem Zajčev grad. Bajka pravi, da bi naj bila graščina in pa grad med sabo povezana z podzemnim rovom. Bila sta 2 viteza, ki sta pod pretvezo, da bosta mimoidočim pomagala, namreč tam je bila pohodna pot, kjer so posamezniki romarji nosili darila k Mariji v puščavo. In ta 2 viteza sta imela pod pretvezo delavce, ki so seveda ogovorili mimoidoče in jih nadlegovali. Takrat sta na konju prihromela in poskušala pomagati tem mimoidočim in te romarje zvabila v graščino. Tam so jih oropali, jih poslali v rov, ki je bil povezan z Zajčevim gradom, zato Zajčevemu gradu rečejo tudi mučeniški stolp, kajti iz te ječe več ni bilo izhoda. Zbrali so se domačini in poskušali uničiti ta 2 viteza.
In viteza seveda sta bila v gradu, v graščini in sta se dobesedno zažgala. Kasneje sta se pojavila dva kmeta, okoliška, ki sta poskušala najti te zaklade. In seveda se zaobljubila Mariji, naj pomaga, in če bosta našla ta zaklad, polovico zaklada pripada Mariji. In seveda, natovorila sta voz, vendar sta si premislila. Marija od tega ni dobila nič. Ko sta vola vlekla voz, po strmini je enostavno ta voz zgrmel v prepad. Kaj je s tem zakladom, pa bajka več ne govori.